Razlog za spremembe načrta je načrtovana sprememba prometnega režima v neposredni bližini predvidenega kulturnega doma, zaradi česar bodo lahko precej privarčevali, pojasnjuje župan. Gre za park and ride, ne, na tem vozlišču, tukaj v Trebnjem prometnem, in gre za to, da imamo v igri približno 800–900 tisoč evrov, kar bi pomenilo, da bi precej popravili ta mirujoč promet. S tem bo prostor dobil nov, predvsem pa lepši videz, je prepričan. Da bi ljudi s tem projektom tudi probali navezati na infrastrukturo, to se pravi na javno infrastrukturo oziroma prometno na vlak in avtobus. To se pravi, da bo tukaj nastalo neko vozlišče zraven kulturnega centra, ki ga v nadaljevanju mislimo graditi. Kakšna pa je časovnica za novo prometno ureditev in začetek gradnje kulturnega doma? Zdaj smo na razpisu, ne. Tukaj zdaj kandidiramo za tovrstno infrastrukturo trije v Sloveniji, ne. Jaz upam, da bomo uspešni. To se pravi, če bomo uspešni, potem bomo pravzaprav tudi gradili. S tem pa se bo za kraj začelo odpirati še veliko novih priložnosti, česar se na občini seveda zelo veselijo.